To je zelo velika napaka, ki jo ljudje delajo, ko se o tem pogovarjajo. Cepljenje proti wuhanskem sevu ustvari dovolj dobro te celično zaščito tudi proti omikronu. Je v bistvu zelo smiselno se cepiti tudi zdaj. Ja, bradica ima kakor moč. Saj lahko so lasje malo. Ne smejo, ker ta svetloba, svet, da nihi paparaco. A mi kar naprej. Sem Nataša, farmacevt in klinični biokemik. Sem Marko, doktor, ki se večino svojega življenja ukvarja z zdravljenjem in preprečevanjem okužb pri otrocih. Sem Nina, zdravnica in zdravim bolnike z najhujšimi okužbami. Na kratko si bomo skupaj pogledali risanko o nevarnostih cepljenja proti SARS-CoV-2 in jo pokomentirali s strokovnega zornega kota. Pa poglejmo. Ali je torej eksperimentalno cepivo učinkovito? Vsekakor ne. Vprašajte se, če je cepivo učinkovito, zakaj se potem od vas še vedno zahteva, da nosite maske? Jaz imam tukaj eno zelo dobro prispodobo z švicarskim sirom. Če si predstavljamo švicarski sir, ki ima ful lukenj, narezan na tanke rezine. Recimo ena rezina je nošenje mask, druga rezina je cepljenje. V bistvu noben od teh ukrepov sam zase ni 100% učinkovit. Če pa v te rezine sira damo eno za drugo, se verjetno ne bodo vse luknje prekrivale in končni efekt bo, da bo vsi skupaj zelo učinkovito preprečili, da se okužimo. Uporabno slovenski pregovor slamnata streha, luknjica pri luknjici, pa vendar vodo drži. Res je. In zakaj nekateri cepljeni ljudje zbolijo? Cepljeni ljudje zbolijo, ker zaščita ni 100% učinkovita. Tu nobenega cepiva ni 100% učinkovita zaščita. Seveda pa pripomorejo pač tudi te nove različice, k temu. Pojav teh novih sevov je malo zakompliciral zadeve, so cepiva seveda manj učinkovita, kar pa še ne pomeni, da so sedanja cepiva, ki so bila razvita proti wuhanskem sevu, popolnoma neučinkovita proti omikronu. Te celični odziv, ki v bistvu predstavlja dolgotrajnejšo zaščito kot protitelesni odziv, je še vedno zelo dober, tako da je v bistvu zelo smiselno se cepiti tudi zdaj, ko prevladuje omikron varianta. Eno je, da zaščiti do določene mere pred zbolevanjem, bistveno bolj zaščiti pred zbolevanjem v težji obliki, najbolj učinkovito zaščiti pa pred tem, da končate v intenzivni terapiji oziroma na onem svetu, ja. A ne? Se strinjam. Izraelci so bili eni prvih, ko so začeli te študije gledati. 2 odmerka mRNA cepiva ščitita približno 30% proti okužbi z omikronom, kar je malo, Ampak tretji odmerek je pa to zvišal tja proti 70%. Ampak to so bile preliminarne raziskave. Ampak to je bila simptomatska okužba, ne? Simptomatska. Ja. In to je v bistvu zelo velika napaka, ki jo ljudje delajo, ko se o tem pogovarjajo, da vsi govorijo o simptomatski okužbi, in iz tega potem potegnejo sklep, da so cepiva neučinkovita. V bistvu je treba gledati druge izide, smrt pa hospitalizacijo. Univerzalno cepivo, ki bi ščitilo proti vsem sevom, je trenutno v kliničnem preizkušanju. Če bo uspešno, bi to lahko pomenilo začetek konca pandemije, ker pa gre za popolnoma nove pristope, je pot do cilja verjetno še dolga. Do sedaj narejene klinične študije v primeru Pfizerjevega cepiva so pokazale, da cepivo ne prepreči bolezni COVID-19. Ne prepreči, da v primeru takšne okužbe resno zbolite in morate zato v bolnišnico. To so pa zdaj že zelo prepričljivi podatki na osnovi raziskav iz Izraela, iz Združenih držav Amerike, iz drugih držav. Cepljenje ščiti pred okužbo, pred simptomatsko okužbo, zmanjša verjetnost, da boste sprejeti zaradi COVID-a v bolnišnico, zmanjša verjetnost, da boste sprejeti v enoto intenzivne terapije zaradi COVID-a in zmanjša verjetnost, da boste zaradi COVID-a umrli. In vsakršno zanikanje tega je navadna laž. Ravno tako zmanjša tudi verjetnost long covida in multiorganskega vnetnega sindroma pri otrocih. In pri odraslih. In pri odraslih in tudi drugih dolgoročnih zapletov, ki jih zdaj povezujejo s covidom. Ne glede na to, katera različica kroži v populaciji. Pred prvimi različicami virusa je bilo cepivo izjemno učinkovito, ampak tudi s poživitvenim odmerkom je zaščita pred okužbo z sevom omikron še vedno zelo dobro in vas predvsem zavaruje pred tem, da bi zaradi COVID-a končali v bolnišnici.
Cepljeni so proti novim različicam zaščiteni bolje kot prebolevniki. Pri prebolevnikih se stopnja zaščite zelo razlikuje. Pri nekaterih je odlična, pri drugih slaba. Zaščita pred hujšim potekom pa je primerljiva kot po cepljenju. Dodatno cepljenje prebolevnikom omogoča najboljšo, tako imenovano hibridno zaščito. Cepiva so na nek način žrtev lastnega uspeha. Namreč ravno zaradi tega, ker smo z učinkovitim cepljenjem večino bolezni, ki jih s cepljenjem preprečujemo, dejansko odstranili iz slovenske družbe. Ljudje danes so bolj ozaveščeni o neželenih učinkih cepljenja, kot o samih boleznih, ki jih s cepljenjem preprečujemo. Mislim, da je to nekaj, s čimer se soočamo že zadnjih 20-30 let in je bilo mogoče to predvsem usmerjeno v otroško populacijo. Zdaj, ko smo pa soočeni s tako globalno pandemijo, pa je cepljenje postalo družbena tema številka 1, ker seveda zadeva praktično vsakogar izmed nas. Nekatere bolezni so pri nas zelo redke oziroma v razvitih državah, kjer je precepljenost otrok zelo velika. V začetku 19. stoletja oziroma preden so uvedli redna cepljenja, kar 40% otrok sploh ni doživelo svojega 5. rojstnega dneva, ne. Zdaj si pa predstavljate, da bi umrli toliko otrok, ne. Mislim, to bi bilo grozen za vsakega starša. Recimo cepljenjem proti ošpicam, ko se ga sicer ljudje tudi kar bojijo, smo tam okoli 25 milijonov smrti preprečili po ocenah. V bistvu se sploh ne zavedamo, kaj nam cepiva prinašajo. A je to? To smo zdaj šli celo, v bistvu skozi. Okay. Kaj smo pozabili? Ok, gremo to. To pa potem še tale graf, ki je tako lep. Ja, ok, bomo šli, gremo, ampak to morate pol imeti vi, v bistvu na ekranu boste morali imeti tole. Točno to je. Ja, ok. To so ti umetniki, veš. Se to je mene tam malo pripravil na to, Kaj da pa? bo tako. A je rekel, da bo trajalo, ne? Itak. Ampak drugič morate zrihtati kurjavo, res.